Torej, naše podjetje, že NDO, kjer nastopamo v Južni Ameriki in jugovzhodni Evropi, smo skupaj z Evropsko unijo, se pravi s 7. strukturnim skladom, leta 2009 začeli malo manjši projekt vpeljave kliničnih poti. Leta 2011 je dejansko 1,5 milijona ljudi po celem svetu umrlo zaradi napačnih zdravstvenih metod, postopkov zdravljenja in tako naprej. In skupaj z Evropsko unijo in TIO, spet Tehnološko agencijo Republike Slovenije, smo ugotovili dejansko, da bi bilo izredno smiselno in tudi človekoljubno razviti programsko opremo, ki bi sistematično skrbela za procedure, postopke zdravljenja in uvedbo elektronskih kliničnih poti. Takšnega sistema svetovno gledano še ni bilo, posebej ne abstraktno pripravljenega za vse specialistične postopke. Tako da smo v letošnjem letu, v začetku letošnjega leta, tak sistem razvili, imenuje se Shake Meditix in dejansko poželi kar nekaj inovacij v svetovnem merilu. Kako je s patentno zaščito? Žal glede na to, da govorimo o programski opremi, v Evropski uniji tega ni mogoče, kar pomeni, da ne moremo prijaviti patenta na samo programsko opremo. Pogovarjamo se in imamo že v postopku v Severni Ameriki ustrezne procedure, v Evropski uniji pa zaenkrat žal še ne. Je inovacija že v uporabi doma oziroma v tujini, jo je možno kupiti, naročiti? Absolutno, to je izredno pomembno. Seveda naše podjetje razume, da inovacije in celoten postopek ni pomembno, da samo razvijamo nov izdelek, vendar ga tudi plasiramo na različna tržišča. Zdaj v Republiki Sloveniji se seveda to že uporablja klinični center v Ljubljani, UKC Ljubljana se pravi, potem v klinični center Sofija v Bolgariji, potem klinični center Kijevo seveda v Ukrajini, podpisali imamo tudi pogodbo v Albaniji za Tirano, v prodajnem lijaku pa imamo čez 25 državah 25 kliničnih centrov, ki se z nami že zelo resno pogaja dejansko o uvedbi tega sistema pri njih. Kakšni so pa pričakovani gospodarski učinki? Po pesimistično-realističnih ocenah naj bi nekje do konca letošnjega leta prodali za dodatnih 10 enot, se pravi približno od 100 do 125 tisoč evrov dodatnega prihodka iz stališča intelektualne lastnine. V naslednjem letu imamo malo bolj simpatične plane. V tem trenutku imamo planiranih 625 tisoč dodatnih prihodkov iz tega stališča in dodatnih 15 zaposlenih. Leta 2014 pa bo za nas izredno pomembno. Takrat se bo nekateri postopki v ZDA in tudi v Južni Ameriki v povezavi seveda s patentno prijavo tudi izpeljali do konca in takrat planiramo dejansko odprtje dodatnih podjetij v Severni Ameriki in tudi Kolumbiji in Peruju.